Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli, ponovno se družimo v novem podcast klepetu Večer uživa. Kot je v navadi, z vami delimo navdihujoče vsebine, klepetamo z zanimivimi sogovorniki, ki lahko s svojimi znanji, načinom življenja in zgledi spreminjajo vaša življenja na bolje. V naslednjih minutah boste spoznali nenavaden in zelo barvit način, ki je hkrati tudi preprost, s katerim lahko spremenite sebe in svoje življenje. Zanj potrebujete barvice, svinčnik, mir in iskren pogled vase. O fraktalni risbi in fraktalnem risanju bomo govorili z doktorico znanosti, gospo Dejo Vuk. Dobrodošli. Hvala za povabilo. Kako ste? V redu. Kako ste potovali iz Ljubljane? V redu, malo je bilo gužve, ampak Običajno je tako. Sezoni primerno. Tako. Gospa Vuk, fraktalna risba. Sliši se tako zelo metafizično, zahtevno, kot da je to znanje rezervirano za določene ljudi, da ga bodo samo nekateri znali, razumeli, pa vendar pravite, da je to zelo naraven način, bom rekla, kar po domače spreminjanja sebe in svoje realnosti. Kaj je to fraktalna risba? Ja, to je zelo preprosta risba, zelo preprosto orodje, s katerim si lahko pomagamo. Razvila jo je Rusinja Tanzilija Polujahtova. Ona je v bistvu terapevtka, družinska terapevtka in klinična psihologinja. In ona je želela na osnovi svojih dolgoletnih raziskovanj ugotoviti, kako bi lahko namesto klasičnih psiholoških testov uporabljala risbo za pogled v človekovo notranjost. In da bi bili rezultati seveda bolj objektivni, ker pri testih psiholoških velikokrat lahko zgoljufamo kakšen odgovor. Ker že vemo, kako odgovoriti, da bi izpadli boljše. In tako, kot sem rekla, na osnovi dolgoletnih raziskovanj je prišla do te metode fraktalne risbe, ki je danes, lahko rečem, zelo bogata in spoznavam vsakič znova večje globine, večje dimenzije, je pa zelo preprosta. Kako nastaja ta risba? Kaj potrebujemo za njo? Imamo več različnih teh, jih poimenujemo z različnimi imeni fraktalnih risb, ampak ključna prva fraktalna risba, ki jo narišemo, se imenuje tako imenovana inicialna ali testna fraktalna risba. Narišemo jo v 1 minuti, z zaprtimi očmi. Narišemo najprej mrežo, se pravi, vzamemo črni kemični svinčnik in narišemo mrežo. Tudi zaprtimi očmi. Zaprtimi mrežo. Tako. In potem je tako, če bi to mrežo ponovili in naredili 10-krat risbo na enak način, risbo oziroma linijsko risbo, bi bile popolnoma podobne, enake. Tako da mi točno vidimo, in to se bo tudi videlo na delavnici, Tako. da bomo večkrat ponovili in bomo lahko točno določili, kdo je avtor risbe. Ja, to je linijska risba. Najprej jo narišemo v 1 minuti. Potem pa barvamo. Se pravi, nastanejo polja v tej mreži in jih barvamo. Barvice izbiramo pri inicialni fraktalni risbi z zaprtimi očmi. Zakaj je to pomembno? Zato, ker nas mora voditi podzavest. Podzavest točno ve, katero barvo mi potrebujemo. Barve so kot hrana. Barve vplivajo na naš metabolizem, zato ker je svetloba vir našega metabolizma. Mi smo bitja svetlobe in svetlobo se hranimo. Lahko rečemo, delovanje organov je pomaga svetloba delovati, se pravi, spodbudi naš metabolizem. In na ta način, se pravi, podzavestno zbiramo z zaprtimi očmi barve in potem pobarvamo polja, pa seveda z odprtimi očmi, da jih pobarvamo natančno. Tako nastane inicialna fraktalna risba. To je ta prva, ki jo rišemo. In to risbo in še tudi
Ostale risbe, oziroma tudi to, kaj je fraktal, bodo naši udeleženci spoznali 19. oktobra v Mariboru na delavnici. Tole je tudi vaša knjiga, Pot ljubezni, pot k sebi, ki jo bodo dobili vsi udeleženci tudi brezplačno. Se pravi, kdaj to risbo rišemo? A je fino, da jo pred kakimi, prelomnimi trenutki v življenju, recimo, pred poroko, nakupom hiše, pa še prej, predno vas to vprašam, povejte mi, kaj nam ta risba sporoča? Zdaj sama inicialna risba nam pove, kakšno je naše trenutno notranje stanje. Ampak mi lahko s to metodo, ima tudi orodje, s katerim pa lahko spremenimo naše notranje stanje. Se pravi, inicialna risba nam pokaže samo, kaj je trenutno, kakšni smo, oziroma tudi z njo dobimo vpogled v preteklost, v sedanjost in če bomo ostali v takšnih vzorcih, kot jih imamo, tudi v prihodnost. Tako da to je inicialna. Potem pa imamo še druge fraktalne risbe, so korekcijske fraktalne risbe in tako naprej, s katerimi pa lahko korigiramo svoje notranje stanje. In kdaj risati za vse te priložnosti, ki ste jih omenili, je dobrodošlo risanje, drugače pa, kadar želimo izboljšati svoje zdravje, zmanjšati stres, harmonizirati svoje počutje, povečati vitalnost, delovno storilnost. Ni skupine ljudi, za katero ne bi bilo priporočljivo, da se loti takšne oblike risanja, seveda, če to začuti. Recimo pri otrocih tudi je zelo se pokazalo, raziskave so pokazale, da zelo dobro vpliva na razvoj otrokovih možganov, na izboljšanje spomina, na izboljšanje koncentracije in seveda s tem posledično tudi na izboljšanje uspeha v šoli. Dviguje kakovost življenja. Tako. Se pravi, da s pomočjo fraktalne risbe mi lahko spreminjamo svoje prepričanja? Seveda. To je osnovni namen risbe, oziroma tega risanja. Pa dajva malo, naša prepričanja, to moramo pojasniti, v bistvu pravi oblikujejo našo realnost. Je tako. Na podlagi risbe lahko beremo, kakšna so naša trenutna prepričanja in jih lahko spreminjamo v smeri želenega. Povejte nam, kje je dom naših prepričanj? V tej svoji knjigi zelo lepo povezujete razna nevrološka znanja, znanja z področja nevrologije, pa tudi kvantne fizike, ki zdaj dokazujejo marsikaj, in ki nas hkrati res lepo usmerjajo in spodbujajo k zavestnejšemu bivanju in spreminjanju vzorcev več metod. Se pravi, ena izmed teh je tudi fraktalna risba. Pa me zanima, kako mi fizično spreminjamo vzorce v možganih čisto. Tam je dom naših prepričanj, oziroma vzorcev, je tako? Ja, v glavnem smo, lahko rečem, kar nekako zaviti v svoje napačno prepričanje. Skozi vzgojo, skozi sistem si izoblikujemo, jaz rečem temu, ranjen jaz, ki naredi nek tak ovoj okoli nas samih, okoli našega pravega jaza. In ta napačna prepričanja so tako močna in tako boleča, da se vsak dan, govorim iz svojih izkušenj, bombardiramo z njimi. In brisanje tega, brisanje napačnih prepričanj, brisanje misli. To je možno z korekcijsko fraktalno risbo. Ki sledi tej prvi osnovni. Tako. Mi, tako kot sem rekla prej, z inicialno fraktalno risbo, če bomo naredili 10 risb in se popolnoma prepustili vodenju podzavesti, bodo te podobne. Potem pa v korekciji gremo spreminjati zavestno linijo, se pravi, mi gremo v zavestno spreminjanje podzavesti skozi naš analitični In na ta način počasi brišemo svoje stereotipne vzorce, brišemo napačno prepričanje o sebi. Zakaj? Zato, ker linijska risba nam kaže tok naših misli.
In mi, ko spreminjamo linijo, spreminjamo naše misli. Seveda je to proces, ampak moja izkušnja je tako močna, da sem mogla napisati to knjigo. To vaša osebna izkušnja, ali delite z nami? Mislim tudi pa, kak je prišlo sploh, da ste vi začeli te zadeve raziskovati? To sicer lahko preberemo tudi v knjigi, ampak če nam mogoče malo na kratko. Ja, zelo na kratko. Moja zgodba življenjska, ja, tako kot jaz verjamem, da zelo veliko ljudi sem se iskala, se iščem poti. Moj cilj je, da bi bila vsak dan bolj občutila milost in radost v sebi in nič drugega, da postajam vse močnejši svetilnik sebi in drugim. To je edini moj cilj življenja. In pred 3 leti je bila ena taka večja življenjska prelomnica v življenju, takrat sva se srečala z Marjanom Gorilcem. Slučajno je najin pogovor nanesel na to, da je moj hobi risanje in je rekel, poznaš eno metodo, fraktalno risbo, ne poznam jo, ampak ziher na spletu najdeš potrebne linke, da prideš naprej, da malo naštudiraš to. In tako sem začela, sem se lotila iskanja in prišla do tega. Zelo hitro sem našla mentorico, Martino Kosec iz Zagreba, ona me je vodila skozi proces korekcije. In jaz sem tako močno začutila vse, čeprav imam jaz, moj naziv je redna profesorica, doktorica in tako naprej. Jaz sem imela v sebi skozi zelo močen strah, da nisem dovolj dobra, nisem sposobna in tako naprej. Mene bodo že odkrila. In mene je vodil v bistvu pri doseganju titel strah. In to je pa ni stran v redu, ampak če pa preveč tega, če si pa skozi v stresu, pa hromiš. In tako sem jaz hromila skozi življenje. Tako da potem, ko sem jaz ta proces korekcije zaključila, jaz sem začutila, kar se sliši hecno, ampak jaz sem začutila tako močno, kot da sem fizično bolj pametna. Pa ne gre za to fizično bolj pametna, ampak gre za to, da dejansko, ko mi spreminjamo linijo in potem, ko barvamo polje in tako, to gre za direktno povezavo rok, nevronov in tako naprej. In gibanje roke, se pravi, ta kognitivnost, spreminjanje linije vpliva na spreminjanje in aktivacijo različnih nevronov v možganih, takih, ki nikoli niso bili aktivirani. In potem se začnejo vzpostavljati nove povezave, nove nevronske mreže, ki naredijo popolnoma drugo strukturo v možganih. In mi dobimo čist drug zorni kot na svoje življenje. In to se je meni zgodilo tako, ko bi bila prej recimo živela v nekem velem mestu, kjer je bilo samo na glavni ulici osvetljeno, potem po korekciji so bile luči po celotnem mestu in sem videla, da ni samo glavna ulica, da jaz lahko grem po 100 stranskih ulicah. In to je tisto, kar je bila tako močna izkušnja, da sem želela to deliti v knjigi in tudi izvajam delavnice in želim podpirati ljudi. Čutim, da je to moje poslanstvo in zato še nisem odšla iz fakultete, ker čutim, da je moje poslanstvo podpirati študente. Da upajo prisluhniti sebi, svojim glasovom v sebi. Vsi imamo intuicijo, ampak problem je, ker si jo z napačnimi prepričanji tako zablokiramo, da nimamo več pretoka. Mi tudi, če slišimo intuicijo, nimamo poguma za realizacijo tega. Ne upamo in ne verjamemo svojim občutkom v telesu. In kar je pri fraktalni risbi fajn, je to, da se začenjamo srečevati, gremo iz misli, gremo iz glave v telo, v srce. In kar je pomembno, je to, da srce vibrira 1000-krat močneje kot možgani. In ko mi enkrat uspemo sinhronizirati misli in občutke in tako naprej, potem lahko rečem, se delajo kvantni preboji. Jaz sem zdaj kar, kako se to reče, kurjo kožo, ko vas poslušam. Mislim, ravlince. Pravite, da pomagate tudi, se pravi, da vam je to znanje oziroma to vedenje tudi v pomoč pri delu z vašimi študenti? Ja, in pri delu z mojimi otroci. Čeprav ne rišejo, ampak kar je pomembno,
to, kar pravi tudi Marjan Ogorevc in kar vsi vemo in vsi govorimo in ponavljamo, ne, sam sebe lahko spremeniš. In imam izkušnjo, ko jaz spreminjam sebe, se spreminjajo tudi moje odziv mojih hčerk, njihovo življenje. Lepo je, na trenutke zelo težko, seveda, življenje ni piknik, vedno znova se pokažejo nove dimenzije, novi izzivi, ampak lepo je, ko se imaš, ko enkrat čutiš sebe, ko veš, da si odvisen samo od sebe. In meni je omogočila fraktalna risba in mi omogoča, jaz delam vsak dan, to, da prebujam svojo modrost, oziroma ne, da vzpostavljam močnejšo povezavo. Marjan Ogorevc je toliko, ga omenjam, zelo dober prijatelj, on bi rekel Axis Mundija. Osredinjenje, ne? Osredinjenje, ja. In se pravi, modrost, sočutje, pogum in življenjsko energijo. In če imaš to, s to povezavo, potem imaš vse, potem imaš močno intuicijo in lahko realiziraš in zaupaš svojim občutkom. Ampak do tega je treba priti. In ni enostavno. Ampak hočem reči, meni je uspel. Orodij imamo ogromno, ne? Ampak tistmu, ki mogoče paše risati, mogoče bo s tem našel način, da si lahko pomaga. Jaz ne rečem, da je to edina. Seveda. Jih je, ne? Metod je veliko. Ogromno. Mogoče bi sam še nekaj, kar pa recimo Joe Dispenza, da ne bom samo Marjana Ogorevca. Joe Dispenza, verjamem, da tudi ogromno poslušalcev ve za njega. Naslednje leto delamo na tem, da bo prišel v Slovenijo. Res. No, in on pravi, ne moreš delati spremembe, če ne dvigneš energije. Zdaj s korekcijsko fraktalno risbo delamo na tem, da mi dvignemo svojo vibracijo. Do te meje, da lahko potem narediš change, spremembo, transformacijo, kakršnokoli. Verjetno, ker se mi kar vprašanja vmes porajajo zdaj, da moram jih uloviti, da mi ne pobegnejo. Se pravi, s fraktalno risbo si lahko dvigujemo vibracijo in to lahko počnemo vsak dan, če tako čutimo, ne? In enkrat dosežemo, da ta vibracija ostane, da je konstantna na neki, bom rekla, stopnji. Ali lahko pade zopet? Seveda. Je to čisto naravno, se nimamo potem kaj ustrašiti. Joj, da sem pa ne vem, pa tako mi je že fino šlo, zdaj pa... Vse je proces. Vse je proces. Jaz bom tako rekla, še enkrat, življenje ni piknik. Lahko rečem, zdaj bom skoraj 50 let, ne? To je še začetek. Ampak tako tudi jaz tako čutim. Kar se mi zdi pomembno je to, da prvič v življenju čutim sebe. In res ne bi zamenjala življenja z nikomer. Pa bi marsikdo rekel, kaj vse je, da je izgubila. Lahko rečem, materialno imam zelo malo, ampak imam pa če dalje več, ker čutim, da imam sebe, čutim na trenutke zelo močno notranjo moč, zelo močno povezanost. Vse te lastnosti, ko sem jih prej naštela, pogum, sočutje, modrost, življenjska energija. In če imaš to, potem te nima biti strah. To je čimsar. Ampak to počasi prebujem, jaz lahko rečem, da seveda padem. Ampak to je normalno in takrat se mi zdi pomembno si dovoliti, da padem, si dovoliti, da se staknem s svojimi občutki in da si rečem, da je v redu si tako, kot si. Tudi če nič ne zmoreš zdaj, tako. Že to, da si, je vse. To je ključno, ne? Tako. To vedenje je ključno. Tako. Si dovoliti, da ne zmorem kakšen dan, ma nič. Ampak si dovoliti biti v tej nemoči. In res, ko vedno imam to izkušnjo, ko si dovolim, ker prej nisem tega. Prej sem vedno še to in seveda ranjeni, jasna, pačna prepričanja so zelo močna in moraš še to. In to si tako, kot ranjen konj sred ceste, ki ga je treba še parkrat brcati, pa ne more več ostati, pa še upaš, da bo.
In tako delamo večinoma s sabo. Ampak imam izkušnjo, da ko si dovolim zdaj, da sem na trenutke, kdaj je šel nemoči in da si dovolim, da samo sem, da pride počas potem spet ta notranja moč, se staknem in lahko naredim veliko večji korak naprej, kot bi ga prej nasilil. Si reče, ne, se ta rek, včasih moraš 2 nazaj, da narediš 3 naprej. Ja, ampak si dovoliti brez obsojanja, ne? Brez obsojanja sebe. Najhuje je to, kar obsojamo sebe. Ne? Res, ta fraktalna rizma, sva rekli, ena od metod dviganja vibracije, spreminjanja življenj, spreminjanja prepričanj oziroma vzorcev. Rekli sva, zdaj, če se malo še tehnično vrnemo nazaj, linije, potem so pa barve, se pravi, te linije, ki jih rišejo nam oziroma konture, govorijo o naših življenjskih linijah, ne? Oziroma prepričanjih, ali kako bi lahko rekli? Naše obnašanje v bistvu. Tako. Kaj pa barve? Kakšno vlogo imajo pa barve? Barve nam kažejo pa naše emocionalno stanje. Tako. In mi lahko na osnovi inicialne risbe razberemo, kaj so naši potenciali, kaj so naši realizirani in nerealizirani potenciali. Potem pa tudi travme preteklosti, s čim se soočamo zdaj, kaj nas čaka, če bomo na ta način delali naprej, a ne v nekih stereotipnih vzorcih v prihodnosti. Ampak, hočem reči, jaz ne želim preveč poudarka dati na analizo inicialne fraktalne risbe. Meni se zdi veliko pomembnejši ta drugi korak, to orodje korekcije, ker vsako stanje se lahko skorigira. Jaz imam izkušnje z udeleženci delavnic tako lepe. Primeri takšnih hudih depresij, Pa strahov in ujetosti in tako naprej, pa prav začutiš čez nekaj časa, čez mesec, 2, kakšno življenje se vrača od tega človeka. Tako, ni čudežev, ni ne vem, ampak vse je proces in pomaga dvigati vibracijo in spremembe so. Je lepo delati z ljudmi, ker vedno lahko s prehodno potjo največ daš sočloveku. Klasno. Zdaj to vprašanje bo verjetno smešno, ampak vseeno, se pravi, neko risarsko predznanje ni potrebno, ali pa neko občutek za estetiko. Nič od tega. Nič od tega. Čeprav te risbe, ki nastanejo, zdaj nekaj se že vidi tudi na tej vaši naslovnici, to so prave umetnine, mislim, to lahko daš na steno, ne? Ja, in korekcijske fraktalne risbe grejo vse na steno, zato ker vibrirajo tudi v prostoru. Ampak tako, nobeno predznanje ni pomembno, ni potrebno. Narišejo lahko vsak, ki lahko v roki drži svinčnik. Čisto vsak. Od 4. leta do 99 in naprej. Se pravi, potrebujemo svinčnik. Ali kakšne barvice? Delamo svinčnik? Navadne barvice. Navadne barvice. Svinčnik, pa kemični svinčnik, ja. Pa iskren pogled vase, smo rekli, ne? V bistvu, da si dovolimo vzeti čas zase. In misli ga. Jaz bi se čim manj obremenjevala s tem, kaj, ne? Ampak tako, poskusiti velja. Želja po spremembi je predpogoj, ne? Da pomagamo sebi, ja, da začnemo delati korake k sebi, ne? Ker, zato sem tudi naslovila knjigo Pot ljubezni, pot k sebi, ker je meni fraktalna risba prvič omogočila po 40 letih prehoda, lahko rečem tudi duhovne poti, nekako res pristen stik s sabo. S tem, kaj sem, kaj želim, kaj je moje, da sem upala slišati glasove v sebi. In slediti. In jim slediti. Včasih je zelo težko, zato ker so strahovi zelo močni in tudi ogromno ljudi potem odide od tebe, ko začneš izražati sebe in postaješ drugačen, postaješ odločnejši. Moteč, seveda. Moteč, ker in nastane vrzel med tem, kar ti moraš kazati drugim, da te sprejemajo, in med tem, kar ti čutiš. In če dalje bolj čutiš, da to, kar kažeš,
velikokrat se to zgodi, ni res, to je tvoja maska. In to zahteva ogromno energije. In ko začnemo te maske snemati, iz obraza se ta vrzel počasi zapre in dobimo ogromno energije. Ampak seveda ogromno ljudi pa gre od nas, ker se nas ustrašijo. Pa pravi, za njimi ni, za takimi, ki odidejo, naj se ne bi žalovalo, ne? To, mislim, je treba spustiti, Pridejo novi, pridejo novi, ki vibrirajo podobno, kot vibriraš sam in s katerimi lahko gojiš veliko bolj pristen odnos. Kar je pomembno, zdaj pišem novo knjigo Moč pristnosti. Če bi bili pristni, bi imeli naravno postavljeno to os življenja. o kateri govori Marino Gorjec, to v sredini. Mi smo jo pa zgubili, nam se je pa res ukrivilo. Zato, ker rabimo maske, da preživimo v tem življenju, da preživimo v tem sistemu. Tako da ja. Osvobaja, skratka osvobaja, ta tehnika fraktalne risbe, fraktalno risanje osvobaja, lahko rečeva, vrača k sebi, posledično nam, kako bi rekla, ustvarja realnost, ki jo želimo, osvobaja strahov. Kar je mogoče še to, tistim, ki leži risanje in barvanje in tako naprej, zelo hitro začutimo, ko začnemo to izdelovati, da se nam ritem možganov umiri. Se pravi, gremo iz beta valovanja možganov, ki je lahko zelo stresno, imamo 3 stanja beta valovanja, v alfa. Čeprav imamo odprte oči, smo v alfa stanju valovanja možganov in to je zelo pomirjujoče. Misli pridejo in grejo, nič se ne prilepi. Lahko pridejo zelo težke misli, ampak vse gre, smo kot kanal, čist pretočni kanal postanemo. In je taka lepa aktivna meditacija in prvo, kar začutimo, je to umirjenost v sebi. Hvala, gospa Deja, hvala za res, se skoraj težko ubesedim kakšen pogovor. Iskren, bil je iskriv, lep. Res se veselim druženja z vami 19. oktobra. Ne zamudite priložnosti. Zdaj, več o sami delavnici in več o dogodkih in naših podcastih Večer v živo najdete, kot sem že rekla prej, na našem spletnem naslovu večer.com/v živo, potem tudi na naši Facebook strani Večer v živo in na našem YouTube kanalu Večer. Tako, hvala za vašo družbo, z vami sem bila Maja Furman. Kaj lahko rečeva za zaključek? Sledite strasti in veselju, to je tudi zelo pomembno, ne? To je ta impuls, intuitivni, strast, veselje, če temu sledimo brez mask in brez kontrole, ne? In življenje vam bo prišlo naproti. Evo, srčno in srečno do kmalu. Najlepša hvala. Hvala za obisk. Srečno. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.